gospod Danilo razstavlja že kar nekaj let. Dostikrat prijajo tudi turiste, si ogledajo, kakšen izdelek tudi kupijo, se zanimajo. Skratka, tako ena taka mini galerija. On je pač zamislil sonce v tem kamnu. Bil je zelo tak kamen, zelo slab za videti, ampak vseeno je zvabil iz njega to sonce in luno. Kako se objema ta sonce in luna oziroma dan in noč. Prisrčno pozdravljeni v imenu gostitelja Danila Rovana in članov kamnoseško-kiparske skupine Most, društva Most iz Ajdovščine na Rovanovi domačiji, kjer ima svojo delavnico tudi kamnoseška šola. Danes smo si ogledali zbirko Stana Bačarja, izjemno zbirko fosilov in smo videli, kaj je narava v milijonih let odložila, rodila, spremenila, zgnetla, pregnetla in nam prinesla pravzaprav naše kraje. In mi smo družabniki in sopotniki tega kamna zelo kratek čas. Vsaki kamen zna obdelovati, jim je dragocen človek, vsaki zna znanje ohranjati in ga prenašati naprej, je izjemno dragocen. Tako da s kamnom ravnamo počasi, preudarno, odgovorno in z ljubeznijo. Tako da vsi, ki imate kamen radi in vsi, ki ga znate obdelati, ste dragoceni ljudje, tako da hvala vam, dragoceni ljudje, tudi vi, gospod Danilo, vaši člani vašega društva in vsi, ki ljubijo kamen in obljubljamo, da bomo skupaj kamen obdelovali tako, da bomo puščali na njemu sledi, ki nam bodo v ponos in ki bodo zanamci z veseljem občudovali in spoštovali. Obnovljeno klet je Danilo poimenoval Moja klet je internet. Razstava podobe v kamnu ima pa pomenljiv naslov Lepote v kamnu. Nocoj današnje Martinovo popoldne, čeprav je deževno, ponosno vstopa kamen. Kamen v vsej svoji lepoti, v vsej svoji trdoti, v vsej svoji trdnosti in obenem v vsej svoji mehkobi in rahločutnosti. Kamen je vsem Slovencem, Primorcem, Krašovcem in seveda tudi Vrhpoljcem kot objekt obdelave izredno blizu. Iz kamna so najstarejši ohranjeni uporabni materiali, posode in tudi drugi umetnostni artikli. Danilota je kamen zasvojil in osvojil. S svojimi rokami, če jih gledamo tako, so kar nekaj grobe, on kleše, udarja pokončne, oblikuje kamen in iz tega kamna dobiva in pridobiva želene oblike. Danilo pravi, in verjetno še kdo izmed vas, ki ste danes tukaj, da je kamen živ. In velja jim zaupati, velja jim verjeti. S temi rokami, ki jih vidimo tam, ki so danes tako sklenjene, so redko kdaj sklenjene. Ponavadi držijo v rokah kladvo, dleto in ta kamen oblikujejo do najfinejših oblik. Danilo pravi tudi, da so vse lepote skrite v kamnu, v njegovi barvi, strukturi in še čem. Mnoštvo Danilovih in vseh članov njegove kamnoseško-kiparske skupine izdelkov je pokazanih tukaj v teh prostorih, ki je vsak prostor galerija v malem. Kar nekaj njegovih in njihovih izdelkov je poromalo izven meja Vrhpolja in kar nekaj jih je zašlo tudi v Bruselj. No, to popoldne, to Martinovo popoldne, bomo otvorili tudi obnovljen vinski hram, vinsko klet, ki smo ji prej rekli, da je Danilo rekel, da je to internet. Ta hram je vrhunec Danilove ustvarjalnosti. Ta hram je poklon slovenski kulturi, trti, vinu, slovenski pesmi in slovenski besedi. Nad 30 slovenskih pesmi je tam omenjenih. Za prijatelje si je treba čas vzeti. En hribček bom kupil, Majolka bod pozdravljena in še. Ampak ni pa pozabil na 3 himne. Slovenska himna Zdravica, kot druga je
primorska himna ostala primorska. No in kot tretja himna je pa pesem Ne vem zakaj. Žalost mene premaguje in to naj bi bila Danilova osebna himna. Danilo, žalost mene premaguje in Danilo Rovan, a se vam zdi, da gre skupaj? Zelo rad se je prepeval. Včasih, ko smo hodili keglat okrog, pa so mi rekli, tu je pa tvoja himna, zmeraj zapoje tvojo himno. In sem jo zmeraj mogel zapeti in tista je taka žalostna, ampak lepa. In ko vstopimo v ta hram, na desni nas pričaka šank. Šank je zato, da se nanj naslonimo, da spočijemo ude in da z glavo in z očmi zaokrožimo naokrog, da se spočije tudi duša in srce, zakaj Danilo je v te kamne uklesal tudi svoje srce, svojo dušo, dal jim je svoj dih. Zagotovo. In še ena velika zanimivost je v tem hramu. Pesem o Nafi. Nafa posodica zala, ki vsak hram krasiš, vedno si na vidnem stala, vedno lepša se mi zdiš. Kletarjem si orodje, a vrhpolcem pitni vrč. Ob tebi čutim pravo ugodje, ko nas zvija žeja krč. Za žene nisi prevelika, če tudi polna si do roba. Zato vsak se ti dobrika, tja do poznega se groba. Ko vrhpolc v rokah te drži, se zdiš mu ljubica ta prava. Ves ognjen te prazniti hiti, to zanj najslajša je zabava. So dedje za simbol te vzeli, ti naklonili posebno čast, vdanost svojo izkazali in ti dali vso oblast. Zdaj nam zvezda si vodnica, ki poti nikoli ne zgreši. Če je tema ali meglica, nas pripelješ do kleti. Klet je tvoja domovina, klet je tvoj opojni gaj, dokler so sodi polni vina, je ob tebi nebeški raj. Tisočkrat ti hvala in zraven še in še, ker nam si vsa se dala, smo podarili ti srce. Bog te nam ohrani, simbol dobre volje, bodi vedno z nami, ti kliče tvoje vrhpolje. Naj povem še to, da so v tej kleti, v tem hramu, tudi 3 zanimive niše. In v teh 3 nišah so 3 zanimive Danilove skulpture. Kot prva je skulptura, ki je prvo delo Danila Rovana, ki jo je poimenoval Einstein. V drugim je Primož Trubar in v tretji je pa Danilo sam. Ključ iz tega hrama pa nikam nit. Upajmo, Danilo, da je to Glažek Rujnega. Sladki mošt, s krstom te spreminjam v vino. Dodali bomo še malo bisulfita zaradi apetita. Še malo soli, da nas glavca jutri ne boli. In malo tanina za trdoto klina. Nazdravimo, ter ga po pameti pimo, ter veselje in dobrovoljo med sabo trosimo in smeh. Pa pazite, da se boste vračali po pravih poteh. Je odprt, zdaj bomo šli počasi noter, ni velik, zato boste mogli malček s potrpljenjem.
Ja, pogledajte, mi gremo.